Bil je Božič. O njem so pričali sneg, ki je mehko pokrival vrhove gora, in praznična osvetljava, ki je krasila domove in trgovine. Toda v mojem srcu Božiča ni bilo. Našo družino je samo 4 mesece prej doletela tragedija, ko je nepričakovano in žalostno preminila naša najstarejša hči Kristina. Na moje veliko presenečenje je življenje kljub temu teklo naprej. Res pa, da na nekakšen nadrealističen način. Kako se bom prebila skozi praznike? Kako lahko najdem moč za svojo družino? Do Božiča je bilo samo še 2 tedna in moji starši so napovedali, da bodo prišli in se nam pridružili. Smrt vnukinje ju je zelo prizadela in bilo je dobro, da bomo za te praznike skupaj. A nismo vedeli, kaj nas čaka. Bila je mirna noč. Pod nami so sijale luči mesta in pravkar sem nehala igrati adventne pesmi na klavir, naenkrat se je oglasil zvonec pri vhodnih vratih. Sin Nik je hitro šel pogledati, kdo nas je prišel obiskati tako pozno. Kaj pa je to? Nikogar ni! Hči Katja je brz tekla k vratom in od presenečenja globoko zajela sabo. Na verandi je stala lepa bela sveča, pokrita steklenim zvonom. Poleg sveče pa nikogar drugega. Plamen je veselo plapolal in hitro smo svečo prinesli noter. Kako lepo! Le kdo bi nam lahko dal tako lepo darilo? In zakaj ni ostal, da bi se mu zahvalili? Koliko vprašanj se nam je porodilo. Naslednji večer smo po posebno stresnem dnevu spet zaslišali zvonec pri vratih. Otroka sta se veselo zasmejala. Tokrat nas je pred vrati čakala košara sveže pečenih piškotov. Bili so še topli in pokriti s čisto rdeče-belo kockasto krpo. Nik je hitro stekel na verando in na privoz, a tam ni bilo nikogar. Kaj se dogaja? Le kdo to počne? In kako lahko tako hitro in brez vsake sledi izgine v noč? Tretji večer smo napeto čakali. Nik se je domislil načrta, za katerega je bil prepričan, da bo uspel. Tokrat bo pripravljen, če bo zvonec zazvonil. Utaboril se je v predsobi naravnost nasproti vrat. In res, tokrat je potrkalo. Še preden se je kdorkoli mogel odzvati, je Nik odprl vrata. Med krhko zeleno folijo sta bila vgnezdena kristalna okraska za božično jelko. Napolnjena sta bila z mešanico dišav. Takoj smo jo postavili na jelko. Kako zabavno! Pogledala sem svojega očeta, ki so se mu oči veselo lesketale, in obraz moje mame je užarjal vesel smehljaj. Nekdo se je igral božička z nami. Toda kdo? Le kdo bi lahko počel nekaj tako čudovitega? Prišel je 4. večer. Veter in sneg sta se besno zaganjala v okna in bili smo prepričani, da na tako turobno in mrzlo noč ne bomo deležni božičnega darila. Motili smo se. Natanko po urniku je na vhodnih vratih zaropotalo in tokrat smo lahko občudovali majhna lesena angela s krili iz čipk. Otroka sta hitro stekla do konca verande, a ničesar ni bilo mogoče videti, niti stopinj v snegu. Kakšna skrivnost! Na 5., 6. in 7. večer smo dobili visoke sveče iz naravnega voska, božični kruh z orehi, kandiranimi češnjami in suhim sadjem, ter majhnega palčka, narejenega iz nogavice. Zdaj je bil čas, da se resno lotimo dela. Naša radovednost je bila brezmejna. Morali smo izvedeti, kdo je skrivni dobrotnik. Ne, je rekel moj oče. Kdorkoli je, noče, da bi ga videli. In dolžni smo poskrbeti, da bo tako tudi ostalo. To je del darila. Tudi ta angel dobiva darilo. Čisto in neokrnjeno radost v prinašanju veselja naši družini v težkem času. Seveda je imel prav. Čakali smo 8. večer. Nikogar ni bilo. Razočarani in utrujeni smo šli spat. Začeli smo se veseliti nočnih obiskov in zdaj smo se spraševali, zakaj so se končali. Zjutraj je zasijal jasen dan in ko je moj mož stopil ven po pošto, glej, na pragu sta nas čakali 2 darili. Rdeča božična zvezda in krasen božični kaktus tik pred cvetenjem. Naš prijatelj nas je tokrat zalotil res nepripravljene. Darili za 8. in 9. dan nam je enkrat po noči tiho pustil pred vrati. Na 10. večer smo dobili potico, ki se je še kadila skrbno zavita v rdeče in zelene krpe.
Na 11. dan pa smo našli rjave in bele podstavke za kozarce, ročno izdelane iz kartona in obrobljene s satenastim trakom. Kako ljubko! Nato je prišel božični večer in to tako hitro, da smo skoraj pozabili na svojo žalost. Naš dobri angel nam je odvrnil misli od izgube in nam pričaral popolnoma drugačen božič, takega, kakršnega ne bi nikoli pričakovali. Vsak večer sta otroka stekla ven v jalovem prizadevanju, da bi ujela vsaj bežen pogled na dobrosrčne prijatelje. Pa vendar se nam na še 12. večer ni niti sanjalo, kdo nas tako prizadevno in prijazno obdarja s temi blagoslovi. Na 12. dan, božič, smo sedeli v dnevni sobi. Vsa darila smo si že izmenjali in uživali smo v umirjeni družinski večerji. Kljub vsemu je bil lep božič, poln ljubezni in radosti. Potem pa je, kot ponavadi, pozvonilo pri vratih. In kot vselej je naš skrivnostni božiček izginil v noč, za seboj pa je tokrat pustil majhno belo ovojnico. Ko smo jo odprli, smo videli, da je naše 12. božično darilo sporočilo, skrbno zapisano z otroško roko. Pisalo je: Jaz sem duh božiča, ki je mir. Jaz sem duh veselja, upanja. Jaz sem srce božiča, ki je ljubezen. Želim vam blagoslovljen božič. Od tistega večera je bilo vse drugače. Naša rana se je začela celiti. Zdelo se je, da bo odslej nekoliko lažje živeti naprej. Nikoli nismo izvedeli, kdo nam je pustil vsa tista čudovita darila. Smo se pa zavedali božičnega duha in tega, kako pomembno si je vzeti čas za soljudi. Naučili smo se, da je bistveno prinesti malo sonca v temne kraje, a ne samo za božič, ampak vse leto.
Спасуй me вишаве, наше тихе ніжаве, скрозі сребрне даляве, прихая небіжкий Господь. Струне іще я писа, земля пише напів. Хлібіх і крапах однива, да Ісус полюбля землю. Лучке в серці прижгімо, Ісуса повабімо, да будо наше доліне, овітел та чудесний цвіт. Да будо наше доліне, овітел та чудесний цвіт. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, prospero año y
počiva vsa narava, šlo je sonce za goro, ko narava mirno spava, zvizde zaljšajo nebo, razsvetljene se so hiše, svita radost je povsod, spanja si nihče ne išče, srečanja človeški rod. Stari molijo pobožno, mladi ditetu pojo, ki nocuje pradobrotno, rešit grešni svet prišlo, ko izlene zvon zapoje, Božji hram ljudje hite, da hvaležno srce svoje v dar Gospodu izroči. Ljubezen ti je dala, za zveličarja ljudem. Bodi ti neskončna hvala, tvoj pa blagoslov stvari. Jezus, kralj neizmerne slave, Božji sin od vekov moj, prejmi naših duš pozdrave in svoj blagoslov nam daj. Prejmi naših duš pozdrave in svoj blagoslov nam daj. Letošnji božično-novoletni prazniki bodo drugačni. Nekaj posebnega. Naj bodo vaša srca polna upanja Miru. in ljubezni, V novem letu pa vam želiva zdravja, sreče ljubezni in pogumnih odločitev.